Danes smo pred centralnim podpisom kolektivnih pogodb pripravili tudi poseben podpis, in sicer sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, in to na področju delovnega časa učitelja. Kot verjetno veste, je tudi Računsko sodišče že napotilo, da je po, lahko rečem, več kot 2 desetletjih potrebno opredeliti delovni čas in delovno obveznost učitelja. To smo skupaj z sindikati, z reprezentativnimi sindikati tudi izvedli in izvajali tako rekoč zadnje leto in pol, in danes tudi podpisali s pooblastilom seveda tudi mene same strani vlade ustrezen dogovor, kakor tudi spremembe in dopolnitve kolektivnih pogodb. O čem te dopolnitve govorijo? O tem, da je delovni čas učitelja neenakomerno razporejen, da je v polnem delovnem času, torej 40-urnem delovniku, 33-urna tedenska obveznost, ki jo učitelj opravlja predvsem za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk, popravljanje, ocenjevanje izdelkov in seveda drugih pomembnih nalog v okviru izvajanja pouka. In hkrati, da je v drugem delu v obsegu 150 do 180 ur učitelj tudi obvezan izvajati druge aktivnosti za izpolnitev izobraževalnega programa. Vsako leto pa ravnatelj skupaj z učiteljem pripravi njegov individualni delovni načrt, v katerem tudi izvaja te naloge. Zakaj je pomembno, da smo sklenili ta dogovor in da smo tudi uokvirili na nek način te 3 stebre izvajanja delovnih obveznosti in s tem seveda tudi izvajanja delovnega časa učitelja, zato da lahko pregledno in seveda tudi sistematično spremljamo način izvajanja, hkrati pa dajemo tudi vse možnosti, da znotraj individualnih delovnih načrtov, ki se sklenejo med ravnateljem in posameznim zaposlenim učiteljem, učiteljico, korektno, kakovostno in seveda, kar se da v duhu poslanstva učitelja, naloge učitelja tudi izvajajo. Naj povem, da lahko učitelj tudi v okviru svojih obveznosti izvaja tudi določena dela in naloge izven zavoda, kar je pogosto zelo pomembno za kakovostno izvedbo pouka, tudi priprave pouka in seveda za čim bolj osredinjeno delovanje učitelja v skladu z vsakim učencem in učenko.